Dober dan, spoštovani gledalci, sem Jasna Martinjak, raziskovalni projekt Povej. Z nami je županja Divače, gospa Alenka Štrukelj Dolgan. Pozdravljeni, gospa Alenka. Dober dan. Pa bi vas kar vprašala, kakšna je vaša ocena povezave med vašo občino in krajevnimi sveti v minulih 4 letih, kako bi povezavo še izboljšali? Ja, naša povezava s krajevnimi skupnostmi je zelo dobra. Mi stalno sodelujemo s krajevnimi skupnostmi in vsako leto se tudi z njimi dobimo, sestanemo s predsedniki krajevnih skupnosti, tako da predebatiramo problematiko na terenu, saj oni so le tisti, ki izhajajo iz terena in poznajo problematiko na svojem terenu. In tudi pred proračunom se vedno s krajevnimi skupnostmi uskladimo, od njih pridobimo njihove pobude in potem se z njimi vedno usedemo in tiste prioritete, ker želje veste, da so vedno večje, kot je možnost vključitve v proračun. Tako da vse tiste prioritete izvzamemo in skupaj potem to tudi vključimo v proračun. Kar se tiče izboljšav, vedno ni nobena stvar tako dobra, da ne bi mogla biti še boljša. Zato tudi predlagamo predsednikom krajevnih skupnosti, da bi predstavnike občinskih svetov iz njihovega okolja ali pa v končni fazi tudi mene kot županjo povabili kdaj tudi na svoje seje občinskega sveta, da bi tudi mi, vsaj svetniki, slišali, o čem se oni pogovarjajo, če pa kakšna taka problematika, ki je mogoče malo večja, da bi prišla tudi jaz in bi sama tudi lahko tam slišala in se potem tudi opredelila do kakšne stvari. Hvala, jaz sem res navdušena nad vašim odgovorom in sem prepričana, da bo mogoče še marsikomu lahko v navdih. Ja, trudimo se, mislim, da delamo čim bolj s terenom. Saj mi smo tukaj zaradi ljudi in ne zaradi tega, da v pisarni sedimo. Res je to smerno. Hvala. Kaj pa menite o ideji, da bi bil županov občinski svet sestavljen iz predsednikov svetov, mestnih ali vaških ali krajevnih skupnosti? Ja, mi v našem občinskem svetu že imamo 2 predsednika krajevnih skupnosti, pač to je odvisno, ali kandidirajo na volitvah ali ne kandidirajo, ali so izvoljeni ali niso izvoljeni. Samo je pa res tista prva informacija, ko potem res dobiš iz terena, če je predsednik krajevne skupnosti istočasno tudi občinski svetnik, je zelo pozitivna, ker občinski svetnik potem lahko na krajevno skupnost prenese tisto, kar se je na občinskem svetu obravnavalo, in iz krajevne skupnosti na občinski svet, kar se je na krajevni skupnosti obravnavalo. Tako da to je ena pozitivna izkušnja. Tudi sama sem bila predsednica krajevne skupnosti in istočasno občinska svetnica pred začetkom mandata županje in je to kar izkušnja kar pozitivna. Hvala lepa. Na vaši občini zbirate pobude državljanov, kako to poteka v praksi? Ja, mi imamo ponavadi, se zbira te pobude državljanov pred pripravo proračuna, mi damo nek osnutek proračuna, potem pa objavimo, javno razgrnemo proračun, je 60 dni javno razgrnjen, tako da lahko vsak občan pride na občino, tudi na internetni strani se pogleda in da pripombe na to. Gremo pa tudi, sicer v prejšnjem mandatu smo šli samo enkrat, zdaj smo si zastavili, da bomo šli večkrat, ampak čas pač, koliko bo čas dopuščal, smo rekli, da bi vsaj enkrat na leto šli po vseh vaseh v naši občini in direkt iz terena od ljudi pridobili potrebe njihove, želje njihove, s čem so zadovoljni, kaj ne marajo, kaj jim ni všeč, in da bi to z njimi predebatiramo. In v prejšnjem mandatu smo to naredili enkrat in se je izkazalo to kot zelo pozitivno. Tudi ljudje so to sprejeli in so bili zadovoljni, da župan in celotni občinski svet pride na teren, pride tudi najmanjšo vas, tudi tam, kamor so samo 3-4 prebivalci. Ta vaš način dela mi je toliko osebno všeč, da me kar gane. Hvala lepa. Pol je to že kar nekako tudi odgovor na naslednje vprašanje dobre prakse sodelovanja z lokalnimi skupnostmi v vaši občini, mogoče tukaj ena boljših praks. Ja, res je, to smo se skupaj z občinskim svetniki zastavili, da bomo že v prejšnjem mandatu šli res po vaseh, ker marsikateri človek misli, da je občina neka ustanova, nek bavbav in se niti ne upa, da bi prišel. Vrata pri nas so vedno odprta, tudi kadar niso uradne ure. Ampak
določeni ljudje pač imajo nek rešpekt pred to stavbo, pred občino in je potem, da pride župan skupaj z občinskimi svetniki na teren, se mi zdi, da so ljudje zadovoljni in tudi po nekaterih vaseh so bili vsi vaščani, kolikor jih je, so prišli na te sestanke in smo se res konstruktivno pogovarjali, so bile tudi kritike, sej ne more biti vse lepo. So tudi kritike, ampak vse pozitivno, ni bilo nikjer neke negativnosti ali da bi bilo neka žalitve ali karkoli, povsod so nas sprejeli res pozitivno in zato smo rekli, da bomo v tem mandatu s to prakso tudi nadaljevali. Mislim, da bo treba to vašo prakso kar izpostaviti, tako res hvala. Naslednje vprašanje, vaša občina ima predstavnika v parlamentu? Ne. Aha. Naša občina nima nobenega predstavnika v parlamentu. Sploh mislim, da smo tukaj zelo, te kraško-brkinske občine, vse 4, Komen, Sežana, Prepelje, Kozina, mi zelo slabo zastopani s predstavniki v parlamentu. Se vam zdi, da bi veljalo kaj narediti v tej smeri? Ja, bi veljalo narediti v tej smeri, ker zelo veliko pomeni, da imaš ti nekoga tam, da ti informacije od prve roke posreduje, da tudi svoje probleme, ki jih imaš, lahko preko njih potem posreduješ naprej, tako se pa pač lovimo in iščemo neke variante, da prideš do teh kanalov, kjer lahko do kakšnih informacij prideš. Hvala. Je še karkoli, kar bi želeli sporočiti gledalcem? Državljanom. Mislim, da ni nič takšnega, edino to, da se občina in župan, občinska uprava in občinski svetniki mogoče kje premalo zavedajo, da so oni v službi ljudi in da je treba biti na terenu, da je treba biti med ljudmi in za ljudi, ker mi smo tukaj zaradi ljudi, ne zaradi sebe. In mogoče v kakšnih večjih občinah, vse v manjših, mislim, da se to običajno tako tudi dela, je taka praksa, ampak večje občine pa mislim, da so tam občinski svetniki in župani samo sebi zadostni in potem izhajajo marsikakšen problem iz tega. Hvala lepa, gospa županja Alenka Štrukelj Dolgan, in hvala tudi vam, spoštovani gledalci, za ogled in pozornost, pa upam, da vas je ta intervju res navdihnil in nasvidenje v naslednjem. Hvala lepa vam in nasvidenje.